Lordoza, kifoza, skolioza, izravnana hrbtenica. V tem videu ti bom pokazal, kako izboljšati svojo držo v nekaj minutah. Naučil te bom posebne vaje za izboljšanje glavnih napetosti, ki povzročajo nepravilno poravnavo naše hrbtenice in poslabšujejo držo. Lahko izbereš, da narediš vse vaje in izboljšaš vse vidike svoje hrbtenice, ali pa izbereš samo tiste vaje, ki so specifične za tvojo držo. Če imaš hiperkifozo, hiperlordozo, skoliozo, poravnano hrbtenico, eno ramo nižje od druge, nagnjeno glavo. In najboljše od vsega je, da boš videl, da ti ni treba biti suh, mlad ali zelo gibljiv, da bi imel hrbtenico z dobro gibljivostjo. In začeli bomo z napetostjo, ki danes najbolj muči našo hrbtenico. To je napetost na sprednjem delu hrbtenice. Ko nabiramo to napetost na sprednjem delu hrbtenice, bodisi zato, ker veliko časa sedimo, bodisi zaradi pomanjkanja telesne aktivnosti ali zaradi kakšne težave z organi, kot so jetra ali želodec, lahko ta napetost, ki se nabere na sprednjem delu hrbtenice, povzroči izravnano ledveno hrbtenico. Lahko povzroči hiperkifozo, kot da bi postajali bolj sključeni, ali pa pomaknjeno glavo naprej, v tem primeru pa vratna hrbtenica običajno postane bolj ravna. Da bi izboljšali vse te težave naenkrat, da bi delovali na to napetost, bomo združili dve vaji. Začnite tako, da ležete na trebuh, se oprete na komolce in ste v zelo sproščenem položaju. Da bi še povečali ta razteg, vas prosim, da ste pozorni na dve stvari. Prva je dihanje. Uporabili bomo drugačno dihanje, ker je prepona v središču te napetosti, je glavni del, ključni del, se je povezana z jetri in želodcem. In notranji organi, črevesje, torej izboljša tako mišični del, kot tudi napetosti v notranjih organih. Prav? Torej v tem sproščenem položaju boš naredil raztezno dihanje. Izdihuj dlje časa, izdihuj, šteješ do 3 in vdihni pri 4. Bomo poskusili enkrat. Druga stvar, na katero moraš biti pozoren, je vrat. Nikakor ne glej naravnost naprej. Z brado potisnjeno naprej, spusti glavo, dokler se ne poravna s hrbtenico. Potisni brado navznoter. Če ti uspe držati brado navznoter, potem je to to. Odpri prsa, naj bodo prsa usmerjena naprej in tukaj lahko nežno raztegneš celoten sprednji del hrbtenice, ne da bi obremenil vrat. To narediš po celotni hrbtenici. Hkrati boš tukaj ostal od 1 do 3 minute. In tukaj je skrivnost te napetosti, ker jo je včasih tako težko izboljšati. Večinoma ta napetost na sprednjem delu hrbtenice prihaja od zgoraj navzdol. Torej se začne tukaj na začetku hrbtenice, pri sklepih glave in vratu. Torej druga vaja je prav zato, ne? Nasloni se na steno. Poskusi prisloniti celo hrbtenico. Rekel boš, da ja. Glej, pomakni brado noter in ven. Glej, dol in gor. Ne da bi odmaknil glavo od stene, slišal boš, kako lasje pokajo in drgnejo ob steno. To boš delal počas, brez naglice, do točke, kjer ti je udobno od 30 sekund do 1 minuta in če kaj poči, je to normalno. Ta pok pomeni, da začenjamo premikati te sklepe, ki so bili včasih zablokirani, podobno kot ko potegneš prst in včasih poči. Naslednja napetost, na kateri bomo delali, je napetost na zadnji strani hrbtenice, poleg tiste razpršene bolečine v hrbtu. Ta napetost lahko povzroči hiperlordozo v ledvenem delu, torej pri osebi, ki ima hrbtenico osločeno, lahko povzroči tudi zravnanje prsnega dela hrbtenice, v vratnem delu pa poveča ukrivljenost, torej hiperlordozo. In tisti kratek vrat, tista oseba, ki nabira veliko napetosti in ima običajno tenzijski glavobol. Trik tukaj je, da razumemo, da ta napetost običajno prihaja iz nog. To je povezano tudi s tistimi ljudmi, ki imajo skrajšane mišice, ki imajo težave, da sežejo z roko do tal. Si tudi ti takšen. Ulegel se boš blizu stene, lahko na kavču, na vzmetnici ali celo na tleh, daš visok vzglavnik,
lahko celo 2 vzglavnika. Bodi pozoren, ker že začenjamo raztezati, iztegovati zadnji del hrbtenice. Iztegnil boš eno nogo in naslonil peto na steno. Želim, da ko povlečeš stopalo proti sebi, povlečeš prste proti sebi, da začutiš razteg zadaj v nogi in da ne boli. Prav? Če boli, pomeni, da preveč silaš, v tem primeru se odmaknem malo bolj stran. Poglej, naj ti pokažem tukaj, lej. Naredil sem gib tam, potem dr. Aleksandre Mota. Če te boli, se bolj oddali od stene, ker noga samodejno pade nižje, kot da bi manj raztegnil. Prav? Zame je bolje, če sem bližje. Odlično, v tem položaju se sprostiš in narediš ta gib z nogo. Lej, povlec prste proti sebi, s konico stopala se dotakni stene. To boš naredil 60krat z vsako nogo, ni treba narediti vseh 60 naenkrat, lahko narediš 3 serije po 20, na primer. Prav? Brez fitenja, brez prisile, izkoristi to sprostitev. Vidiš, ko povlečeš stopala, včasih začutiš razteg celo globok noter. Hrbtenica tam v ledvenem predelu, ampak ko se sproščaš, sprostitev pride tudi v celotno hrbtenico. Da popolnoma sprostiš te mišice in celo malo izboljšaš sklepe, kar je lahko vzrok za draženje, boš naredil tole. Glej, postavi se po konci, položi roke v višini ledvene hrbtenice, v višini pasu. Za tiste, ki ne vejo, kje je ledveni del, naj se prsti zadaj dotikajo. Zdaj, brez da bi pokrčil kolena, se boš nagnil nazaj, dokler ne začutiš tistega prijetnega občutka pretegovanja, raztezanja tukaj spredi. Lej. Pojdi do točke, kjer se preteguješ in ostani tukaj. 10 sekund. Poskušaj sprostiti telo in dihaj zelo počasi, zelo sproščeno. In po 10 sekundah se samo vrni nazaj. Se ti zdi vaja neumna, potem jo naredi in poskusi znova dotakniti se tal. Potem mi povej v komentarjih. Meni je bilo zelo všeč. Zdaj je čas, da napredujemo. Gre za napetost, ki prečka hrbtenico z ene strani na drugo. To je glavna napetost, zaradi katere imamo glavo nagnjeno, kar pogosto opazimo šele, ko se fotografiramo. Misliš, da si popolnoma raven in da so vsi ravni, potem pa si ti po strani. To povzroči, da je eno ramo nižje od drugega in povzroča skoliozo v vratnem, prsnem in ledvenem delu hrbtenice. Skrivnost tukaj je, da izvajamo nežno raztezanje, da ne silimo in pustimo, da se vsak del sprosti v svojem tempu. Lezite na bok in z obema nogama skupaj pokrčite, kolikor lahko, kot da bi želeli pripeljati koleno proti prstnemu košu, prav? Naredite to toliko, kolikor zmorete, vendar brez bolečine, seveda. To moramo vedno povedati. V tem položaju, ko ne moreš več potegniti, ali preden se pojavi bolečina, prepletaš prste, jih nasloniš na prsi in pustiš, da teža roke zavrti tvoje telo. Teža roke bo naredila razteg, prav? Že čutiš, kako vleče od kolka do rame skozi sredino hrbta. Vsaka oseba tukaj bo čutila, da je zategnjeno ali napeto na drugem mestu. Nekateri bodo čutili, da je zategnjeno tukaj v kolku, drugi bodo čutili, da je hrbtenica zablokirana, spet drugi bodo čutili to napetost tam pri rami. To je ta ideja. Narediš nežen razteg, se potrudiš z dihanjem, poskušaš sprostiti vsak del svojega telesa in začutil boš, kako se ta napetost postopoma raztaplja. Samo sproščeno dihaj in poskusi pustiti, da teža roke naredi razteg. To je zelo prijetno. To boš delal od 2 do 3 minute. Od 2 do 3 minute na vsaki strani. Ko končaš 3 minute tukaj ali minuto, ko si zadovoljen ali zadovoljna, se preprosto vrneš, daš noge ven in narediš popolnoma isto stvar, samo da zdaj na drugi strani. Zdi se kot čarovnija, ampak takoj začutiš, da je hrbtenica lažja in lahko stojiš bolj elegantno, brez velikega napora. Da pa bo še boljš, poleg tega, da delaš te vaje vsak dan, lahko preprečiš, da bi se ta napetost znova nabirala. V tem videu pokažem to 2-minutno zaporedje, ki ga lahko narediš pred spanjem. Poleg tega, da odstraniš napetost dneva, ti bo prineslo boljši spanec in lahko se celo zbudiš brez bolečin. Če ti danes lahko pomagam, ne pozabi deliti tega videa z nekom, ki to potrebuje. Z nekom, ki čuti bolečino, ki mora izboljšati telesno držo. To je vse, kar te prosim. Poskrbi, da ta video pride do tistih, ki ga potrebujejo. Tukaj se poslavljam, lep pozdrav in se vidimo naslednjič.